Lep in prijazen večer želim iz Dunaja. Natančneje nahajam se na področju palač Schönbrunn. Gre za palače, ki so tukaj že od 18. stoletja. Gre za objekte in turistično ponudbo mesta Dunaj, ki je lansko leto zabeležila prav tukaj na tem področju kar 2,3 milijona obiskovalcev. Zdaj je ta del parka in seveda te palače, del UNESCO-vega seznama, torej je vredno priti na Dunaj in si ogledati zanimive parke in seveda predvsem palače. Palače so tukaj res nekaj posebnega in tukaj vidite tudi področje prvega dela. In sicer tu skrajno desno je področje tehničnih storitev, tam je glavni vhod in na to se seveda obiskovalci gibajo tamle proti onemu izhodu in vstopijo v ozadje parka. In seveda tisti, ki imajo vstopnice, lahko vstopijo sem in si ogledajo različne znamenitosti v tej palači. No, potrebno je povedati, da v bistvu v tem področju lahko vidite tudi kar nekaj ostalih zanimivosti, ki si je vredno ogledati od Neptunovega vodnjaka, celo živalskega vrta, pa seveda področja, kjer so razstavljene kočije nekdanje cesarske družine. Torej, še ena stvar, ki je vredno omeniti, vsako leto tukaj organizirajo koncerte, ki vključujejo glasbo Mozarta in Straussa. To ni nov izum. Mozart je na tem mestu leta 1786 pravzaprav primerno izvedel eno od svojih oper. Tako da veste, in če boste prišli na Dunaj, je vredno priti na to področje, kot rečeno, zanimivih enkratnih palač glavnega mesta Avstrije. In tako boste postali tudi vi eden od morda 2 milijona 300 tisoč več obiskovalcev, ki bodo videli to znamenitost nekdanje naše skupne države Avstro-Ogrske. Lepo se imejte in lep večer vam želim, kjerkoli ste. Nasvidenje.